pozdrav vsem. Zdaj si bomo pogledali, kakšni so problemi oziroma kritike današnjega kapitalističnega sistema, kot jih to opisuje Aleš Praprotnik v knjigi Denar nedolžna prevara. Torej, prva kritika oziroma problem današnjega kapitalizma je zelo zanimivo. Nejasna definicija denarja in razumevanje njegove narave. Mislim, ko sem jaz to prebral, me je zelo šokiralo, da današnji ekonomisti sploh ne znajo definirati denarja oziroma da je definicija današnjega denarja zelo nejasna in dvoumna. Tle, če pogledamo, kaj piše v knjigi, recimo Evropska centralna banka v svoji brošuri namenjeni učiteljem denar opredeli kot posebno dobrino, ki opravlja nekatere temeljne naloge. Ok, potem imamo spet drugo vrsto definicije, ki pravi, denar predstavlja obvezo različnih izdajateljev. Ok, ampak ugotovitev je ta, da je denar v resnici tudi abstraktna družbena kategorija, ki je določena z zakonom. Torej, denar je enostavno nekaj, kar je določeno z zakonom kot uradno plačilno sredstvo v državi, ki ga pač država sprejme za plačilo davkov. Pravi, ok, lahko si izmislimo karkoli in to je denar. Se pravi, ampak problem tega, da denar ni jasno definiran, je to, da sploh ne vemo, kako bi ga uravnavali oziroma kaj bi to naj bilo in kako bi se naj denar usmerjal. In pač ne moreš ti upravljati učinkovito z nečem, kar nima jasne definicije. To je prvi problem. Drugi problem. Zasebno ustvarjanje denarja v obliki dolga. Torej, v tej knjigi izvemo, če že nismo prej vedeli, da lahko zasebni bankirji, zasebne banke ustvarjajo denar. Tako da pač ustvarijo kredit, ko prijemo kot stranka na banko, vzamemo kredit in potem ta banka ustvari dejansko denar za ta kredit, enostavno tako, da napiše številke na naš bančni račun in to je to. Torej, ustvari banka denar iz nič praktično. In potem moramo mi ta denar vrniti, plus obresti, ki jih pa dobimo ali pa tudi ne, v obstoječem gospodarstvu. Torej, to je problem, če se denar ustvarja na podlagi dolga, zato ker potem je v bistvu denar enako kot dolg. Pravi, več denarja, ko ustvarimo, več smo dolžni kot družba. Komu smo dolžni? Ja, bankam, zasebnim bankam in pa centralni banki. Ampak centralna banka ne bi bila ustanova, ki pač regulira ostale banke, ampak glede na dokaze, ki so predstavljeni v tej knjigi, ugotovimo, da v bistvu to sploh ni tako, da centralne banke sploh nimajo več nekega velikega nadzora oziroma vpliva nad zasebnimi bankami in da pač zasebne banke delajo, kar jim paše. Torej, ok, naslednji problem. Slab nadzor nad višino izdajanja kreditov in njihovim usmerjanjem. Torej, neka zasebna banka lahko recimo se sama odloči, komu bo izdala kredit, posojilo. Recimo, da sem jaz nek bankir in da poznam nekoga iz družbe, ki se poznama in tako naprej, in mi bo ta recimo zrihtal kako fajno stanovanje, nekaj zgradil ali pa nekje drugje postavil za nek vpliven položaj, kaj podobnega, in mu jaz odobrim kredit parih milijonov, 100 milijonov evrov kredita in mu potem pač enostavno rečem, ti bomo mi zrihtali kredita, ti ga boš pa vrnil plus obresti ali pa tudi ne. Ker tudi če ga ne boš vrnil, ni nobene panike, ker pač naša banka se smatra za preveliko banko, da bi lahko propadla in zato, če bo prišlo do tega, da slučajno ne boš mogel vrniti tega kredita z obrestmi, potem bomo pač to prenesli na vse državljane in bojo potem vsi državljani odplačali ta kredit z obrestmi. Tako da ni nobenega problema. In tako dejansko delujejo zasebne banke. Zasebne banke lahko izdajajo kredite komorkoli pač že,
se jim zdi primerna, tako da pač izdajo kredit in zahtevajo povračilo z obrestmi. Cela družba je pa narejena tako, da pač banke ne smejo propasti, ker bi s tem tudi razpadlo gospodarstvo, ker bi nastala prevelika kriza in potem se enostavno banke rešujejo, tako da vsi državljani plačujemo za kredite, ki se jih izplačujejo pač znanci med sabo, zato ker so pač pohlepni. Torej, to je en velik problem. In naprej. Splošna nestabilnost finančnega sistema. Seveda to, kar sem razlagal, pač povzroči to, da se venomer ustvarjajo novi krediti, ki se jih ne da povrniti, da se s temi krediti in s tem denarjem, ki je ustvarjen iz nič, špekulira, da se ga vlaga v neke na borzah in na neke trge, kjer se z njim praktično igra kazino. Ker naš cel kapitalistični sistem je za kapitaliste, ki imajo višek denarja, en velik kazino. Oni pač denar glede na svoje izkušnje nekam vložijo, glede na informacije, ki jih imajo v možnih izidih, poslovnih in tako naprej, in potem pričakujejo, da bodo dobili nazaj še več denarja, z obrestmi. In na tak način zlorabljamo drugega, ker pač še posebej tisti z več denarja zlorabljajo bolj kot tisti z manj, ker pač nimajo takšnega vpliva kot pa tisti z veliko denarja. In pač posledica tega je, da je cel sistem kapitalistični vedno v večji krizi, zato ker je nevzdržen. Zato ker se enostavno ustvarja denar iz nič, se ga daje nekim ljudem po nekih osebnostnih preferencah, pač cel sistem je zelo netransparenten, in potem na tak način tisti, ki že tak in tak imajo veliko denarja, pač dobijo še več denarja z obrestmi, medtem ko pač čezdalje več ljudi revnih, čeprav imamo v sistemu vse zmožnosti tehnološke, da poskrbimo za vse, imamo dovolj hrane, dovolj vode in vseh drugih možnih izdelkov, zato da lahko vsak dostojno živi, ampak pač, ker imamo takšen kapitalističen sistem, v katerem lahko sebičnost posameznika, ki ima veliko denarja, odloči o tem, kam se bo ta denar vlagal, potem pač imamo takšne zlorabe, kot jih imamo. In to ni sprejemljivo. In zato jaz razlagam ljudem, da je zelo pomembno, da se naučimo, da razumemo, kako se v današnjem kapitalističnem sistemu denar ustvarja in kako ta bančni sistem deluje. Zato, ker tako kot deluje danes, ni sprejemljivo. In dokler mi kot posamezniki ne razumemo, kako bančni sistem deluje in kako se danes denar ustvarja, toliko časa nas bodo bančniki, bankiri in drugi, ki vejo, kako to deluje, pač vozili žejne čez vodo. Nas bodo pač vlekli za nos. Zato vas pač spet vam predlagam, da si preberete vsaj tole knjigo z naslovom Denar nedolžna prevara od Aleša Praprotnika, ki je na zelo poljudni, hkrati še vedno dovolj tehničen oziroma strokovni način razloži, kako se danes dejansko denar ustvarja in kako deluje bančni sistem. Jaz se s tem že dalj časa tudi ukvarjam, me to zanima, čeprav nisem ekonomist in ne maram ekonomije, ampak pač vidim, da je to nekaj, kar moram razumeti, zato da bom lahko pač pomagal ustvariti sistem, kjer ne bom dopuščal zlorab, kjer bomo lahko vsi živeli dostojno. Torej, upam, da sem vam malo vzbudil zanimanje za to področje, tako da zaenkrat hvala lepa in uživajte še naprej.